Sem Natalija Jupert-Brglez, sem umetnica, grafičarka, risarka, delam tudi šivanje risbe. V glavnem se ukvarjam z risbo na več različnih načinov. V Art Kit Kibli razstavljam trenutno meni najljubša dela, ki segajo tako od sitotiska, jedkanice in klasične risbe. Predvsem začenjam svoje dela vedno jih delam z risbo. Vedno začnem z risbo, z linijo, črto in navdihujejo me mesta. Sama sem vedno mislila, da bom slikala, risala ljudi, da bom ustvarjala po modelih, se ukvarjala s teksturo kože, ampak sem zelo hitro ugotovila, da me v bistvu bolj privlačijo naravne, geometrijske linije, poenostavljene, recimo geometrijska telesa, poenostavljene forme in potem tiste, ki jih izberem, malo nadgrajujem. Navdihujejo me stavbe, take kot so, pa če so te klasične, čudovite, izrezljane s polno arhitekturnimi detajli ali pa čisto enostavne, iz betona, robustne. Vsak sprehod, recimo, ki ga naredim v svojem mestu, doma, v Mariboru, je zame neko doživetje. Ne glede na to, ali sem utrujena, popolnoma vzhičena nad nekim dogodkom, ki se bo zgodil, ali pa je to nek vsak dan. Vsaka pot mi je zanimiva, vsakič vidim nekaj novega, pa to ne rečem kar tako, zato ker me navdihne ena črta, druga črta, spodaj kakšna kanalizacija, nek drog, ki se je povesil, ali pa prometni znak, ki visi, ali pa tudi ne. Zanimivo so mi res vse stvari, ki ti dajejo neki poudarek, ko hodiš skozi mesto. Recimo, danes sem bolje takšne, pa me navdihne recimo tisto okno, drugo okno, naslednji dan bo šla mimo tega. Koliko je teh različnih možnosti, ki se vsak dan, ko si vsakič drugačen človek, kako te potegnejo vase. To je meni tisto, kar mene zanima. In to želim včasih nekako sestaviti v neko risbo, v neko zaključeno celoto. In svoje risbe gradim počasi, z nekim premislekom, tudi na nek način se z risbo pogovarjam. In ta pogovor je meni svet. Lahko bi rekli, da mi včasih risbe same govorijo nekaj, kar mogoče ne znamo besediti, ampak jih pa čutim. In takrat vem, zakaj potegniti linijo tam, zakaj pobarvati nekaj na temno, na črno, zakaj pobarvati črno v enotnem odtenku, zakaj ponekod narediti raster. In tu se mi zdi neki taki individualni, zanimivi miks, ki mogoče lahko pritegne tudi druge. Potem recimo ukvarjam se tudi z majhnimi napakicami, ki ravno dovolj pritegnejo človeka, da se pred nekim delom, oziroma mojim delom ustavijo. Da ne pogledajo celote, še eno delo, gremo dalje. Ampak te toliko pritegne, da z zanimanjem počakaš, preletiš delo, te mogoče neka zanka ali pa linija, ki ni dokončana, pritegne in se začneš spraševati, zakaj. Mogoče je vprašanje, zakaj, zato ker je povezano s tabo in z nekimi tvojimi notranjimi zgibi, ali pa te samo zanima, zakaj je nekdo, oziroma jaz, to tako naredil. In te neke zanimiva vprašanja, neke možnosti, ki se lahko vsak dan spreminjajo, dogajajo, to je nekaj čarobnega. In meni kar metuljčki grejo po trebuhu, ko o tem razmišljam. Zato recimo tudi jaz rečem, da lomim perspektive.
Mogoče bi lahko rekla, da jih podvajam ali množim, zato ker vsakič, ko mi pogledamo z našimi očmi, recimo karkoli pred seboj, imamo milijon perspektiv pred seboj. Ni samo ena, tista linearna, ampak se ves čas nekaj sestavlja in celotna slika se v naši glavi sestavlja in je čisto drugačna kot od nekoga drugega. Pa čeprav mislimo, da gledamo enako stvar. Vsak gleda z nekimi svojimi stvarmi, svojimi čuti, svojim znanjem odprej. In se mi zdi, da recimo, če nekdo to zaobjame na svoj način in pokaže navzven, je lahko se s tem človekom potem povežeš, lahko vidiš, aha, jaz sem pa čisto drugačen, jaz to drugače vidim in je tu že spet en dialog. Se mi zdi, da glede na to, kako v hitrem času smo, kako se hitro vse dogaja, je fino, da se včasih malo stavimo, zavtihnemo in se malo pač ozremo okoli, kaj vidimo, kaj nas prevzame, kaj nam daje tisti občutek sreče, neki dobri objem, recimo, ne samo človeka, ampak prostora, kje se dobro počutim. In se mi zdi, da zato tudi jaz v svojih delih ne vključujem nekih ljudi ali pa ne vključujem nekih figur, ampak je to že z arhitekturo prikazano, torej arhitektura je narejena od človeka. Torej človek že a priori tam. In mi se v ta prostor postavimo, ga čutimo ali ne, in potem, torej, če ga čutimo, ga začnemo raziskovati dalje. Če pa ne, če gremo dalje. Tudi to je okej. In se mi zdi, da lahko recimo v mojih delih čutiš neke stvari, kot so detajli, ki so me zanimali v nekem določenem obdobju ali pa recimo v nekih jedkanicah, kjer sem se osredotočala predvsem na risbo, ki je bila prostoročna, torej vse linije so bile narejene s prosto roko, ne glede na to, kako izgledajo ravno ali ne, ali mi kdo verjame, če sem jih naredila brez pomoči, medtem ko zdaj recimo me bolj zanimajo povezave med določenimi ali elementi ali med recimo različnimi zgradbami, stavbami in si pomagam z ravnili. Imam najrazličnejša ravnila, pravokotnike, da bo pravi kot res pravi, pa tudi recimo šestilo za prave kroge. In torej recimo v jedkanici vidimo ravno to neko organskost črte, ki prihaja iz moje roke, medtem ko pri sitotisku se osredotočamo na povezave med samimi elementi v risbi, ne toliko, kako izvedem neko črto, ki jo res potrebujem tam. Ker mora tam biti. Težko povedati, zakaj, ampak včasih se lotevam risb ravno na način, da si izberem mogoče dve stavbi ali pa dve večji, meni pomembnejši arhitekturni zgradbi ali torej člen, kakšna luč ali pa svetilka in jih potem nekako umeščam, ustvarjam prostor med njima, kaj je za, kaj je spredaj, vmes, okoli in včasih nekatera dela tudi potrebujejo neko mehkobo. In to mehkobo dodajam ravno z nekimi drevesi ali pa z vodo, ki curlja v fontani, recimo tako kot pri tem primeru. In to ne izrisujem na način, da želim dodajati kot neko živo bitje ali pa nekaj, kar mora biti čisto realistično narejeno, ampak mora biti to povezano s tem, kar je bilo že prej narisano. Torej, da se zaobjame celota risbe, ne kot sam element risbe posebej.
Prej sem omenila tudi šivane risbe, ki sicer tukaj niso prisotne, ampak se malo čutijo ravno v teh okvirih, ki jih delava z možem sama. Da se začuti recimo mehkoba niti in prejice skupaj z ravnimi linijami, geometrijskimi linijami narisanimi ali pa torej odtisnjenimi skozi sitotisk. Včasih svoje dela uokvirim, včasih svoje dela postavim na klupice. To nima nobene večje ali manjše vrednosti, je samo način, kako predstaviti delo. Včasih potrebujemo več prostora oziroma zapolniti prostor, da se čuti veličasten, zato naredim recimo neke takšne okvirje, ki mi predstavijo delo kot tukaj sem, jaz sem pompozno, včasih pa čutim, da je delo samo po sebi že dovolj govori, daje, izžareva in mogoče potrebuje samo neki dve rokici, klupici, ki držita to delo na steni. Toliko malo o tem, kako se razstavlja. Včasih pa recimo risbe vidim ne samo na recimo neki ploskvi oziroma ploskvi, ki jo lahko množim ali postavim v prostor. In to se je začelo dogajati, ko se je odvijal en projekt v Umetnostni galeriji Maribor. Torej, naslov tega projekta je bil Made in Maribor, kjer smo dobili škatlo, ki smo lahko porisali oziroma obdelali na svoj način. In dve prijateljici sta to škatlo že dobili malo prej in sta jo obdelovali na svoj način, čisto klasično, slikarsko. Jaz pa sem v tem videla svoje risbe, ki so itak prostorske, ampak tu so bile res, točno sem vedela, če bi dobila škatlo, kam bom postavila eno stavbo, kam bom postavila drugo stavbo, kaj bo vmes, kako se bo to prepletlo, kakšne bojo teksture vmes. In na srečo sem potem to škatlo dobila in moja škatla je bila narejena v enem tednu. Mislim, to je zame zelo hitro, ker včasih mi risba toliko, oziroma hočem nek kontakt z njo in ta kontakt z risbo, z nek pogovor, kako se bo nadaljevala, je pač malo daljši. Včasih pa malo krajši, odvisno koliko je te moje nuje, da nekaj končam ali pa nekaj mogoče zavlačujem ali pa recimo želim občutek obdržati pri sebi. Mogoče se včasih pri meni dogajajo kakšne turbulentne stvari zunaj umetnosti, pa je mogoče umetnost tista, ki me rešuje, me postavi na trda tla oziroma mi daje neko zavetje, včasih pa je umetnost ravno tista, ki mi spodbuja vsakodnevni neki fini trenutek ali pa odganja dolgočasje. Tako da mogoče bi tukaj končala. Definitivno je umetnost nekaj, kar je z mano ves čas. Sem se že skušala s tem recimo malo ustaviti, pa dati kaj na pavzo, pa sem ugotovila, da je z mano in brez umetnosti nemogoče živeti, samo sabo nisem vedela, kaj naj počnem in prav vidim, kako ves čas ideje prihajajo, včasih je to vprašanje, odkot ideje, ves čas so v glavi in samo treba jih je nekako sestaviti, ker mi pač nešteto je možnosti in nekih stvari, ki so ti dane, ti jih moraš samo izbrati, postaviti na svoj način. To se mi zdi zelo pomembno, da se ustaviš, zadihaš in narediš to, kar moraš.